pridem domov, pravim žene, uro pa pol sem laufal, zdaj to je 15 km, včasih pa sem to 55 minut. Enkrat grem, da grem pod 2 uri pa pol, te pa končam. Sem to še malo stopnjevalo, ne. In so me odpeljali v bolnico, te pa jaz tako še brez znanja tujega jezika, tam ležiš, tam ti infuzija teče, tista infuzija že nekdo stekla. Naslednje leto pa te ni mene vzel več, ker mislil, kaj bude boljše, pa je Kejžara vzel, ne. Te pa sem jaz sestavil ekipo, pa smo jih premagali. Spoštovane, dobrodošli. Dober dan, še en epizodi podcasta za Gre za tek. Marko Roblek je moje ime in danes z mano legenda prleškega teka, Ivan Golob Ivek. Ivan, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Ni glih legenda, ne. Skromna legenda sem pozabil dodati, no, pazite, človek je maraton tekel večkrat pod 2 uri pa pol, ja, kot ga je večino dac pretekla, s spoštovanjem. Človek je že 24 let na čelu atletskega kluba Ormož, ja, mi bo povedal kratkem, predaja to žezlo. V teku je na več evropskih, svetovnih, veteranskih prvenstvih, ima medalje in zgodbe z teh prigod, pa še vzgojil je kar nekaj atletov v svoji sredini, no, je tudi veteran vojne za Slovenijo, pa še kaj. Ivan, ali je tam običajno, da vas kličejo Ivek, ali to je samo za prijatelje? Ne, običajno Ivek, sem za vse Ivek. To je po prleško pač Ivan. Ja, to je pač po prleško, ja. Zdaj, če bo kakšna beseda prleška, tu pa tam ne bo nič narobe, ne. Jaz sem prleke izjemno rad, sem imel kar nekaj prlekov, premalo pravzaprav, ampak kar nekaj že v tem podcastu, vsakega sem posebej vesel. Kako se imate kaj v prleki? Se počutite mogoče kot, bom rekel, malo dislocirani ali pa odmaknjeni, ali, mislim, ali ste povezani z ostalo Slovenijo? No, kaj bi rekel, Ivan? Ja, jaz bi rekel, da smo povezani, ne, samo pač odvisno od posameznika, če se počuti zapostavljenega, to je pač njegov problem. Ne smeš biti, zdaj se čutiti, da ti, če govoriš ali gučiš, mi gučimo, ne, da zato si manj vreden, ne. Rečemo pa tudi tako pri nas, prleke razumemo vse. Zdaj, Prekmurec pa Primorec se ne bo ta sporazumela, ali pa zelo težko prlek bo naprej prišel v pogovor z enim in drugim. Ja, pač normalno, da prlekija je pač eno ožje območje tu v severovzhodni Sloveniji, ne. Normalno vsi ne vejo, kje je to, eni rečejo Ormož, Prekmurje, ne. Pač to je tako, kak še novinarji včasih, ker ne vejo, kje je prlekija. Mislim, grozno, no, deva za najne poslušalce, ki mogoče niso bili pozorni v kakšnih epizodah, ko sem to že obdeloval z Lukom Lovrecom, pa z Blažom Orešnikom in tako naprej. Kje so meje, evo, prlekije, kje se začne, ko greva s Ptuja prlekija in kje se potem začne Prekmurje? Ja, prlekija je, Ptuj je še lukarija, recimo. Dol od Ptuja, Ptuj Ormož je 25 km, ne, nekaj na sredini prlekija, gor je pri te Radgone, Radgona še je tudi prlekija, recimo tam Veržej je že več, ne, Prekmurje, tako se ve, kaj je Prekmurje, pa kaj je Pomurje, ne, to je tudi dvojno merilo. Lutomer, Lotmerk, pa bi naj bilo središče prlekije. Tako da Sveti Jurij ob Šabnici, to je vse prlekija. Središče je zopet, središče pa več ni, je pa ni, Seljanci pa so sami zase. Zdaj, marsikdo ne ve, kaj je to, zakaj rečejo središče, kaj je samo zase, Seljancem sami zase, če lahko povem. Seveda. Bilo je nekdo, z dobnih časih, ne vem, pač so imeli središče, so imeli vislice in so imeli enega obsojenca v Ormožu in so šli v središče, da bi se sposodili, ne. In so oni rekli, ne, to pa imamo mi samo za sebe.
zase. In tako je ostalo, Sorjonce so sami zase. Še mislice imajo sami zase, no, evo, moram dobiti Ja, kakšnega gosta iz središča. središče ob Dravi, ja. Ob Dravi, pardon, da mi bo To razložil, je že, zakaj. Ja. pač že naročje malo v Medžimursko, na Medžimursko gre, vse tudi v Ormožu, recimo, mogoče so že kakšne besede tudi takšne, mi smo na meji, ne, s Hrvaško, da malo vleče že kakšna beseda na Hrvaško, tako kot prleščina, nemščino, pa pač različna narečja, mala Slovenija, pa ne vem, koliko je narečje, še pa še, ne. Mislim, skoraj toliko jezikov na svetu, res je noro, to sem prej že govorila. Zdaj, če rečemo Prlekija, Ljutomir, Ormož, Radgona na eni strani, kje je pa za vas prvo večje mesto? Kam recimo Prleki zahajajo, če grejo v večje mesto, grejo, ne vem, v Maribor, grejo ne vem, dol niže, čez Hrvaško mejo, grejo kam drugam? Ne, zdaj ne vem, mislim, da je bolj Maribor, normalno je bilo včasih bolj ugodne, če se kaj, recimo zidov, ne. Varaždin je bliže od Maribora, pa tudi je bilo dosti ceneje, zdaj pa ni več to, zdaj pa je pač so cene nekaj primerljive, Hrvaška mi. Je pa še seveda normalno, v Varaždin dosta gre, kako bi rekel, Varaždin je precej veliko mesto že, ne. Razne dogodke imajo Varaždin dosti več kot pri nas. Recimo tudi tekačev je v tem delu varaždinski župani dosta več kot pri nas, pa tekem dosta več organizirajo. Drugače pa, ne vem, bolj gremo na mariborsko stran, Ptuj, Maribor, pa recimo gor Mursko Soboto v Prekmurje. Zdaj se je začelo obdobje pusta, fašenka, se vas to kaj dotakne pač iz tega Dravskega polja s Ptuja sem ali pač ne? Ja, seveda samo v Ormožu imamo tudi karneval. Mislim, da redko enkrat ali dvakrat je izpadel, drugače pa imamo isto v Ormožu na sam fašenk, na sam pust, v torek povorko. Ja, seveda se dotakne, če je Ptuj kurventija doma, ne, pač tudi Ormoži imamo društvo kurentov, pravzaprav ne samo v Ormožu, tu v Cvetkovci imajo, Miklavž ima zdaj, ki je župan z Miklavža naš, imajo tudi društvo kurentov, tako je pač se razširilo precej ta pustni običaj tudi v našem koncu. No, to je dobro vedeti. Evo, še ene stvar boste videli, spoštovane Prleki imajo tudi fašenk. Po čem je še znana, pa šla potem na tek Ivan Prlekija, razen po Ivanu Golobu, Izaku Ormož, če bi mogel povedati enem stavku, ja, kaj je bistvo Prlekije, kaj imate takega, s čimer se radi pohvalite? Ja, kaj imamo? Zdaj, če tako lahko rečem, najboljšo vino, ne. To sem To hotel je, slišati. če glih, PNF, Puklovec Family Vans, se zdaj reče, včasih je to bilo kmetijski kombinat Jeruzalem Ormož, ena velika firma, bilo zaposlenih tam v sezonu tudi 1000 ljudi. Jaz sem se kruh zaslužil v kleti v Ormožu, zdaj je, to je pred je bilo Jeruzalem Ormož, ima pa še skozi je ime poznano Jeruzalem Ormož, vino, čeravno zdaj je Puklovec Family Vans. Mislim, da po vini smo znani po Jeruzalemu, ne, Jeruzalem, to vsake ve, kje je, no, vsake ne, eni mislijo na oni Jeruzalem, Bližnji vzhod, ne. Po čem je Jeruzalem, to sem zmeraj razmišljal, ne? Po čem je Jeruzalem, ja, v Prlekiji dobil ime? Po Jeruzalemu v Sveti deželi? Ne, to je zgodovinsko, kako je bilo, ne bi znal zdaj točno razložiti, bolj vem, kako je dobil ime šipon, ne, ki je avtohtona sorta teh krajev, kdaj je pač Napoleon tu hodil, pa je probal to vino, pa je rekel si bon. In tako je potem prišlo šipon. Tega tudi nisem vedel. Je res, no,
recimo na Gorenjskem, ja, pa se s fanti dobimo, moramo teči, ali pa tudi tako se usedemo, spijemo pivo, jasno, menda, mislim, Ja. v Prlekiji, v vaših koncih, pa itak, če greš v gostilno, naročiš kaj, špricer, vino. Ja, zdaj, špricar, navadno je špricar ali pa škropec. Škropec to je vino, pa čist malo vode. Ne. Samo zdaj v teh časih, ki ne smeš piti, je težko. Te rajši več pijajo pivo. Ne. Aha, Pivo ima tudi. manj Aha. alkohola, Mhm. pa več ga spiješ lahko. Ne. Drugače pa, ja, špricar je. Včasih so špricali pili na metre, ne, ki na kakšne veselice. Je bila družba, skupina, pa so rekli meter špricala. To je Zdaj to. več tega ni. Ne. To je- Te pa, kaj je Mislim, prišlo vsake rundo skozi, pa je to bilo par metrov, te potem. Že liter prišlo na konci, ali pa še več. Ne. a so to deci kozarci, 2 deci kozarci? Dva deci, dva deci kozarec, pol vina, pol voda. Ne. Eh, To je Ma- špricar. Imate kakšno svoje najljubše vino, ki ga recimo radi pijete, Ivan? Ne imam nič najljubšega, pol suho, ne sladko, sladko je pač sladko. Je sladko za probati, za kakšne deci, tako za pitje pa je za šprica, tako kako sem rekel, šepon, naša avtohtona sorta je najboljša za špricar. Ali pa kakšno pol suho, kakšen Riesling, renske. Ste se kdaj ukvarjali tudi z vinogradništvom, poleg tega, da ste delali v kleti, ste tudi sam mogoče? Ne, to pa ne, vinogradništvom pa se nisem ukvarjal, tako da nekaj malo zavem, te seveda nekaj te odneseš od tega, drugače pa nisem vinogradnik, doma to, kaj imaš, kakšen trs, to pač obrežeš, te kak pride, koliko rodi, za zobate je. Samo za zobat za pitnega pridelujejo drugi. Pravite, Ivan, kdaj ste na zadnje tekel? Tako, ja. Kdaj ste Zadnje, šel? Ja. Kdaj ste šli ja. na zadnje na trening? Evo, tako, koliko ste odtekel? Včeraj sem po dolgem času 15 km napravil, samo sem ravno rekel, pridem domov, pravim žene, vrlo pa pol sem laufal, zdaj je to teh 15 km, včasih pa sem to 55 minut, ali pač letom donesel svojo, pa nekša poškodba me mantra, pa je pa to tako gre počasi. Ste pa v Ljubljani po nekaj letih spet maraton tekel oktobra, to sem videl v statistikah, ja? Ja, zdaj, če greš pač na nekšej trening, zdaj več to ni trening, zdaj je to samo pač greš malo laufati, bežati, mi rečemo bežati. Zdaj več ni tisto, kak je to bilo včasih, ne, da bi te nešče zastavil pa vprašal, kaj se je te zgodilo, kje, kam greš, pa tako. To je bilo včasih tako, kdaj sem jaz pričel teči, ne. Ja, kaj se je zgodilo, kjer te tira, kaj takšnega, ne. Zdaj pa seveda imaš polno rekreativcev, od tekačev do pešcev, če bi včasih nešče hodijo pa s palcami še, ne, veliko gled, to temu se je zmešalo, ne. Mislim, ampak se, Ivan, vi kot sem športnik malo po duši, pozdravljate to, no, popularizacijo rekreativnega teka, ja? Ja, seveda, to je normalno zdrav način življenja, ne, boljše, kak pa doma sedeti, gibati se je treba, ne. Čeravno recimo 8 ur si v službi, ni to isto, a tisto delaš tam normalno tudi fizično lahko, ne samo, ali pa sedaj v sedanjem času, ki je dosti več sedečega dela, ne, pri računalniku za ekranom, pa greš ven, pa se sprostiš, pa daš možgane na off, že med tekom razne stvari si misliš včasih, da sem hodil v službo še normalno, ker si že imel puno idej, kaj boš po tem delu, ne, zdaj tega več ni, zdaj pa pač tako počasi, lagodno. Zdaj pa vsi laufajo, ja. Zdaj pa vsi laufajo, zdaj noben ima nobene Ja. škarpe več za zazidati, ne, nobenega dvorišča za nasut, a ne, na nivo za iti, pa grejo pa vsi laufati, hvala Bogu, ne, se gibajo. No, normalno, da je bolj zdravo, kak pa sedeti pa nekaj, boljše, da greš laufat, kak pa nekaj v gostilni. To dejansko drži, Ivan, to dejansko drži, ampak sem hotel reči, ja, vi ohranjate še to
iskro, malo tekmovalnosti, malo tega, da vas vleče ven, no, da tudi če greste uro pa pol za 15, kar je za rekreativca, ne bom rekel vaših let, kjerkoli rekreativca, še zmeraj odličen rezultat, ampak ja, še zmeraj vas tudi vleče na kakšno tekmo, še zmeraj se radi pomerite, pa date vse od sebe. Ja, seveda še normalno. Zdaj ravno v nedeljo smo končali, poleg nas je Ivenšica, 1010 metrov, ali kako je visoko, ne, in imajo Hrvate, tako je maraton, Varaždin, zimsko ligo na Ivenšico po cesti 756 metrov, je višinska razlika, 10 kilometrov, 6 kol, pač vsake 14 dni greš to malo, če glih je mrzlo, ali kakšno god, ali sneg, gre se, pa seveda normalno, katera tekmovalnost, kak sta, dva je že tekmovalnost, jaz rečem, ne. Pač s svojimi se lahko primerjaš, ne, tako da je to. Ne moreš pa zdaj se ti primerjati s tistimi mladiči, da je prvi od laufa, recimo zdaj ravno je rekord proge podaril eden domačin, ne domačin, v glavnem Hrvat, 43 minut, jaz pa uro 20 ali uro 17 ali uro 15, kako da, to je seveda neprimerljivo, ne. Nisem. Pač tako, tudi nisem več tako tekmovalen, kot sem bil, ne, zdaj se mi več ne gre, kaj sem odtekel toliko dobro, no, za rekreativca, zdaj več tega ne morem doseči, ne, niti slučajno ne, zato tudi na neka tekmovanja, ta evropska, Ja, veteranska, mislite, ne hodite več? To ste veteranska, ja, v atletike. Zdaj pa šla pa Ivan, čisto na začetek, ne. Res me zanima, no, se včeraj sva, pa ga bova kasneje omenila z Matejem, vašim klubskim kolegom, malo govorila, no, pa sem ga vprašal, Matej, daj mi namigni, ne, kaj naj Ivana kaj vprašam, pa je rekel, zelo dobro mi napisal, daj ga vprašaj, ne, zakaj Hudirja je začel sploh teči, ker ni začel pač v zelo mladih letih, pač že malo starejši, no, in me res zanima, Ivan Golob zmeraj zase trdi v intervjujih, da ni bil nikoli atlet, ampak rekreativec, ne, pa pol pridemo do časov, ki jih je vtekel. Zakaj Ivan Golob začne teči? Tam, ne vem, kje, v 70-ih, 80-ih. Ja, to pa je bilo tako, pač kak mlade, ne, vsi za žogo, ne, tudi tako je bilo pri meni, ne. Da smo hodili v šolo, vsak vikend, vsako nedeljo smo hodili brcati žogo, ne, na Hum, ali pa jaz sem drugače, jaz sem v Ormožu že dalj časa, kak pa v svojem rojstnem kraju Frankovce, to je 5 kilometrov ali 4 z Ormoža. Hodil pa sem v šolo prvih 5 razredov na Hum, visoka šola Hum, en hrib Hum pri Ormožu, in tam pod Humom je igrišče, smo hodili vsako nedeljo nogomet igrati. Pa tudi v Frankovci tam pri eni je bila ena taša Graba, ki smo tudi igrali. Pozneje pa, kdaj sem šel v vojski sem tekel na armijskem, pa potem na vsearmijskem tekmovanju, ne vem, v šoli, v osnovni šoli ne mislim, nisem bil, ne vem, kak je tekač, ne. Pozneje v trgovski šoli na Ptuju, tam sem že te malo nekaj začel teči, sem tudi bil na tej, v jesenskem času je bilo cross delo v Tivoli, to je bilo ogromna prireditev, ne. Ogromno, ne. Saj mislim, da tam so tekli Peter Svet, ne vem, kaj so bili atleti, šprinterca, ne. In so me pohodili, ker sem bil krvav, ne, s šprintercami. Pozneje pa pač vojske, tako sem rekel, ne, vojske sem tako na armijskem sem bil, ne vem, zdaj prvi ali kak, potem pa na vsearmijsko, te smo imeli lepo priprave, služil sem vojske v Makedoniji, Šuti, Trpe, Ipate, to je, kaj je to za mesto? Štip, ja, Štip. Tam smo te mesec dni po armijskem imeli v Ohridi priprave, tam smo živeli kak
Lorde pač nič drugo kak trening, če ravno potem že tisti dvakrat na dan smo imeli treninge, ne, tisto mi je bilo že malo odveč skoraj, ne. Da sem prišel z vojske, pa se te hitro začelo, da je 81. leta, ali kak se v Radenci začel maraton. Sem rekel, pa grem, probam, da vidim, kak je to. No, tak te pa s časoma duže več, recimo prvo, kar sem si zapisal, zdaj si zapišem, ne, kdaj sem tekel, koliko kilometrov, drugo ne. Mogo bi si pisati tudi, kako se počutiš, pa vse, kaj si delal, kakšna stopnjevanja delal, kaj takšega. Jaz to bolj čisto amatersko, ne, nikoli nisem bil atlet, pa nobenega trenera ne imel. In tisto, prej, ko sem začel sploh maraton teči, sem 100 kilometrov odlaufal, ne. Sem šel enostavno na 100 kilometrov, pa sem do tiste stotke ne imel več kot 25 kilometrov ali 26, ki je bilo v Kumrovci, je bila tudi tam 25. maja, dan mladosti, močna tekma okoli Kumrovca, tam so prišli vsi iz Jugoslavije, maratonci, v tistem času dobre, Mirko Vindiš je bil z Mirkom smo včasih tudi šla na kakšno, sem kar njega šel na kakšno tekmo. V leta 91 pa je, mislim, da je zadnja bila v tisti Kumrovci tista tekma in so tudi za skupni pokal, je bilo tekmovanje, trije so mogli biti, je bil Mirko Vindiš, Grabar Geza z Murske, z Tešanovce, pa jaz, pa smo osvojili prvo mesto pokal. Tisto je bila takša dobra tekma. Pozneje pa, no, tako sem rekel, ko sem začel pač z Radenci. Sem pa prvič, ki rečem, kaj je tisto bolj, kak ne, 1988 sem prvič napravil čez celo leto 1000 kilometrov. 1000 kilometrov za maratonca je malo, ne. To je zdaj rekreativca, ja, zračunajva, ne, to je na teden 20 kilometrov poprečno, ne, to greš dvakrat teč, pa imaš dost, kot maratonc, ampak najprej me preseneča, človek teče 25 za trening, potem gre pa kar na 100, vem, da so bile, mislim, no, res se, kako to, no, mislim, pa ti imaš strah? Ne vem, kak to je bila tu v Varaždini, ta 100 krožna, ena proga, se ne več, 2 sem odlaufal, ne. Prvo leto 9 ur 11, drugo leto pa 8 ur 11. To pač za rekreativce je to čist vrede, ne, seveda je čist drugače 100, zdaj če se zmislim, kak je bilo megla, v jesen je to bilo novembra, ali kak je bilo, ne. Pa te ponujajo, imajo ob cesti, ne, so postojanke, ne, ki si lahko vzameš, normalno si že lačen po 8 urah, ali kaj imaš lačen, ne, če boš hodi se pelat, pa tak, pač, ne vem, kaj mi je kliknulo, da sem se to spravil. Ampak v 100 kilometrih je pa človek kar malo razmontiran, kar malo muskelfibrast, pa ste bil, no, morate priznati, da naslednji dan ste malo težje hodil, ali kako? Naslednji dan v hotelu Turist v Varaždini so bile razglasitve, jaz seveda sem šel domov, ker je to 20 kilometrov Ormož-Varaždin. Vsi, ki pa je tam bilo ene 10-15 stopnic gor do tistega vhoda, vsi so po strani gor hodili, več ali manj. Recimo eden je bil pred mano na 95 kilometrih odstopil, enostavno, če te več ne gre, krči ali kaj, ne vem, ni pa se ne zmislim zdaj več, samo očitno so me krči ne mantrali, ker sem lahko odhodil, ne, normalno, da hodiš tudi na zmes, ne. Tako, zdaj, v tatem času maraton hodim že na zmes, ne da bi samo laufal, ne. Pa mi vsi 18, tako da za laike, to je pod 5 minut za kilometer, kar je za 100 kar hitro. Danes, ok, vem, da Slovenci tečejo najboljši, ne vem, ne več kot, ne vem, 45 minut hitreje, no, pa so res, mladi pa našpičeni. Niso, mislim, rekel tako, boljši od vas v tistih časih, ko ste to tekel, čisto malo za heca, ne. Ja, kaj jaz vem,
Saj, če bi pozneje šel, ne, da sem tam maraton po 2 uri, pa pol laufal bi, seveda bi boljše odlaufal, bi pod 8 ur odlaufal, ne, me je Mirko Vindeš naštimaval, on je bil leta, ne vem, na Nizozemskem, ki ima zdaj, mislim, ki ima on najboljši čas. Mislim, 100 da je kilometrov. državni rekord, ja, ko Mirko Ja, ni veliko ja, od stotkov Mirka, odlaufal, ja. ampak je pa odlaufal tistih 6, pa Ne koliko vem, 45, ja, ja. 41, tam nekje, Rekel, no. vode gremo na Nizozemsko, ki je bilo ne tisto. Vinšoten, ne, saj ne vem, moram pogledati, ja, tako, tako. Ja, ja. Sem rekel, ki zdaj sem več ne vem, to ne gre. Ne. Zdaj veš, kak je to, ne, 100 kilometrov. Tisti čas pa pač nisem to vedel, kak to zgleda. 25 kilometrov je šlo, ne. Zdaj mislim, saj se to tudi bo, ne. Mislim, Pač ena izkušnja je bila več. in to z manj kot 1000 km treninga na leto, ne. Ja. Ja, gre. Zdaj, če nisi, če imaš vse pošlihtano v glavi, tudi to gre, ne. Mislim, noro. Ok, človek odlaufa se 100, jasno, če ste se družili z ljudmi, kot se je bil Mirko Vindiš in podobni, v tistih časih, cel kup odličnih maratoncev, tam okrog vas je potegnilo v maraton. Vaš prvi maraton ste potem namensko izbrali, kje je bil, pač čisto. Prvi Ja. maraton pa je bil tu v bližini v Varaždinu. Jasa je bila firma, ne, Jasa Maraton, se je tudi rekel, od Varaždina v Ivanec pa nazaj. Ne 3 ure pa 7 minut, ali koliko je bilo. Tako da ni bil pod 3 ure, ne, pa še enega imam na 3 ure Radence, no pa zdaj lanskega Ljubljano, ne, to pa mi je zdaj pokvarilo povprečje tisto. Ampak no, prav je, da ste v karieri Ja. pol tekel pod 3, pod 4, pa zdaj pod 5, rečem, hecam se, ampak hočem reči, da ste videli cel razpon, kako se to teče. Zdaj vem, kako to gre, ne, pa vidiš, še nisi najslabše, ne, če ravno hodiš na zmes, pa še je tudi mlade polno takšnih, ki ne morejo to odteči. Ja, vaš čas na Ljubljani pomeni 6 minut na kilometer, recimo, ne, kar je, rekel, za marsikaterega maratonca taka, rekel, tudi magična meja, poleg 4 ur, pa ogromno jih je povprečen čas, mislim, da na večjih maratonih je tam okrog 4 ure pa pol, kaj takega, tako da ste še zelo, zelo nadpovprečen. Sej nekaj, a ste bil tudi kaj na stopničkah zdaj v Ljubljani v kategoriji? Ja, v Ljubljani v kategoriji pa ne vem, kjer sem bil v Ljubljani v kategoriji. Gledal sem, da je bilo pred vami bil en Islandec, pa mislim, da je en Hrvat, neki Italka, pa en Slovenc. Ne, v Ljubljani pa sem bil v kategoriji, samo malo, ja, četrti. Četrti, absolutno. Ni pa štel tudi za državno prvenstvo, ni štel za državno prvenstvo, se ne vem. Ne, pa nisem se za državno prijavil. Aha, niste se pa, kljub temu, da ste... Zdaj, da se prijaviš za državno prvenstvo s takšnim časom, te je to že sramota za klub. No, če bi se absolutnega, za veteransko je pa drugje ponavadi, ne, ni istočasno. Veteranska državna prvenstva so tudi, tam še. Samo tudi ni mi več, zato ker nisem v tisti špici, te pa mi je ne pač. Jaz bi rekel, da ste še odličen. Jaz se spomnim, no, ko ste omenil Varaždin, pa Jasa, tako naprej. Ena prvih tekaških knjig, če ne prva, ki sem jo prebral, je bila Jogging od Iva Belana, Hrvata, ki je tam nekje doma in on je veliko pisal v teh stotkah, pa ne vem, mogoče ste jo prebral, taka rumeno-modra knjižica je bila, ki je popisovala se to mene, jaz sem v take oči, ko sem bral v teh stotkah, pa maratonih, pa tako naprej, no, to v tistih časih, to je bilo konec 80-ih, začet 90-ih. Potem, ok, ta Varaždin odtekel, kaj ste potem odtekel? Vaš prvi mednarodni je bil New York ali bo še kaj prej? Ja, prvi mednarodni je bil Atene. Ok, te povejte več. Atene 89. leta, prvič, da sem se spustil pod mejo 2:40. To v Atenah na klasični progi iz maratonskega polja v mesto. Ja, klasična proga, tisto je zanimivo, ne vem, bili smo 4 take tekače, tu 2 Mariborčana, pa 2 tu z mojih koncev, jaz pa še eden z Apač. In smo šli z Renaultom 18, ko je 15 se je peljalo v Atene. Koliko časa ste rabili do dol? Že v želji prespali, pa dale dol. In to je eno doživetje, sigurno, ne, ki
ti ostane v spomine, ne. Je pa, ne vem, zakaj smo pač se tako odločili, šteli smo pač iti, seveda se, niso bili, ostali tekači ostali trije so bili slabši od mene. Pozneje smo so rekli, gremo zdaj, ti priti nam, pač in nas premogaš. Normalno, niso mogli, ne, zdaj, če bi hteli me premogati, te bi mogli vsi takšen tempo iti, kot ja, pa eden ali dva sta bila, eden je bil takšen, ki je bil boljši od mene, ostali pa so bili slabši, seveda, normalno ni šans, ne. Ni pa Atene glih lahek maraton, ne. Ni, ja. Ja, Tukaj, pa tudi izvolite. še vročina je tam, ne, te. Kljub temu, da je že Oktobra, november, ja, kak je. tako, ja, Ja. tako. Ja. Kaj se kaj spomnite z tistega maratona, mogoče, ne vem, ki je vmes, kakšnih klancev, cilja, kaj vam je najbolj ostalo v Ja, spominu? tisti klanec tam od 28. kilometra, če se ne motim, gre gor, ne. Pa, ne vem, eni so imeli dosti problemov tam pri te konci, da je, zdaj ne vem, če še zdaj isto, 6 pasov, po enem pase so tekači bili, poleg zraven pa je promet tekel, ne. Tisti izpušni plini so, to pa je motečo, ne, da v takšnem laufaš, ne vem, če še zdaj skozi isto. Ne, zdaj Pa tekačev tisto- nekoliko več, ja, tako pa so Ja. zaprli cesto, tako, ja. Pa tisti prihod v cilj, na tisti stadion, tisto je enkratno, ne. Tisti stadion v obliki Podkve, ne, pa pozneje se greš gor poslikaš tisti stol v sredini, ne, kot To je tisto kralj. Panathinaiko, mislim, noro. Ja, Ja, ja. res, se strinjam. Ja. Takrat je bilo najbrž manj tekačev, ali je bil vseeno že popularen, no, mislim, še vseeno jih je bilo. Ja. Ne vem zdaj, koliko je bilo tekačev, to nimam, ne vem, nisem si beležil vseh takšnih prigod, recimo bil pa sem v Atenah na 19. Izvrstno, Absolutno 19. ne. izvrstno. Pač seveda ni bilo toliko teh tekačev, kak je zdaj, ne. V tistem času, ne, tudi recimo, kaj sem pozneje v New Yorku bil, pa zdaj seveda več na vseh prireditvah. Čedalje več je teh tekov, ne, zdaj že skoraj vsako mesto ima kakšen tek, včasih ni bilo to toliko teka. Ampak rekel ste pa vseeno, no, da ste bili kar dobri tekači, no pa tudi ta generacija vaša, oziroma ki so takrat laufali. Mislim, koliko ste pa takrat pretekel potem, deva reči za te Atene ali pa kasneje leta 94 za New York, ko ste se potem že približali 2,5 ure. Takrat ste pa vendarle malo več trenirali, oziroma ste trenirali sam, Ja. ste s skupino kaj počel. Jaz sem sam treniral, nikoli nisem imel nekega trenera, ne, kaj, pa recimo te do Ptuja ni tako daleč, ne. Jaz sem pač šel teč, da sem imel čas, pa recimo sem šel, pa sem mislil, danes pa bom napravil kakšne 20 kilometrov. Pa se mi ni dalo, pa sem se obrnil, pa sem šel nazaj, pa je bilo mogoče potem samo 10 ali kaj. Največ, recimo, vse to mi ne verjamejo ti maratonci, ne, da z toliko malimi kilometri, kak sem jih delal, da sem takšne rezultate dosegnil, ne. Največ, kaj se mislim, kaj imam zapisano na mesec, 350 kilometrov. Kar je nekaj, ampak spet ni nek. Glede rezultata današnji je to maraton. malo, ne. Tako. Recimo na leto sem tam tiste leta, ki sem največ tekel, nekaj malo okrog 3000, malo več kot 3000 kilometrov celo leto spravil skupaj. To Tako pomeni, da da ste ni jih to res nekša izkoristili. Ja. količina, ne, za dober rezultat bi moglo biti več, ne. Jaz pa pač toliko, kako se mi je dalo, ne, se rekel enkrat. Enkrat grem pod 2,5 ure, te pa končam. Da se je potem to še malo stopnjevalo, ne. Jaz bi se to lahko rekel, ja, pa mislim, da če lahko pretečem 20.000 km na let, pa tega ne bi nikoli naredil. Se pravi, vam je kdo rekel, Ivan, talent imate, daj, pejte v ta klub, treba strukturirano trenirati, pa malo več, pa bomo z Ivana Golova naredili novega Mirka Vindiša ali pa kaj takega. Sigurno je kdo rekel, sigurno niste ostal neopažen, no, bom rekel, ne. Ja, ne vem, nisem, se pravim, da nisem tako se, je rekel Mirko mi, ne, ti bi lahko dosta boljše rezultate imel, ne, če bi treniral pa tako, kak imaš predispozicije, ne, takše,
da bi sigurno, ne, seveda, ne vem, nisem imel niti neke želje. Pa tudi, recimo, doma sem s kmetije, še sem hodil pomagati skozi domov delati na kmetijo. Sem odlaufal domov, to je dobre 4 kilometre, tam delo, pa potem nazaj v Ormož odlaufal. Pa tako je to bil trening, recimo. Super. Mislim, Tak, čist enostavno, če si rekreativec, si rekreativec. Zdaj ne moreš biti te profesionalec, to je malo drugače. Sem se recimo tam s takimi tudi boril z Gezo, recimo Grabar Geza. On je prišel v reprezentanco, je tudi bil, mislim, da parkrat, pa sem ga premagal tudi že. Pa te je bil Šalamun, Igor, ja, tako. Kremplom sem pozneje, s Kremplom smo hodili potem na ta svetovno pa veteranska tekmovanja. Pa z Rozmanom enkrat, zdaj je to bilo ne vem katerega leta, sem hotel iti desetko na stadione. Državno prvenstvo je bilo. Pa v Celje. Nisem bil nikjer registriran, seveda nisem mogel nastopiti, ne, bil pa je glavni sodnik Marko Račič, pokojni. Pokojni, Olimpionik. ja, stoletnik Pa me ni nekdanji. pustil, ne. Pa sta potem Rozman Stane pa Mirko Vindiš ga pregovorila, da sem lahko odtekel, ne. Tak pač za 32 minut pa nekaj, ne, ni to neki rezultat. Ampak tako sem pač na takšne tekme šel, ki so bile mi zanimive včasih, kaj drugače pa Bom tako vprašal zdaj. prineslo čas. Da bom tako vprašal. No, a vam je, zdaj, ko gledate nazaj, a vam je kdaj žal, da niste se morda vrgel v to atletiko, pa šel zares trenirati, pa morda preizkusiti, do kam bi šlo, ali pa če niste tak človek, da bi na tem. Ne, ni mi žal. Zdaj, se ne veš, bi bilo, sigurno bi bilo, če bi treniral po plane nekem, rezultat bi bil sigurno boljši, ne. Samo ni mi žal. Pač kaj je bilo, nisem imel neke ambicije, seveda, normalno pa, da si tako visoko, kak rekreativec, med tistimi slabšimi profesionalci, bi rekel, ne, ki so bili atleti. No, v glavnem, ni mi nič žal, če sem kaj spustil. To je pač tako, kako je naneslo je bilo. Zaradi tega ste vendarle pač spoznal ljudi, videl ste tudi svet, če so že pri tem, a ne? Ja, če ne bi tako, ne bi videl toliko sveta, to je resen. Videl sem cel svet, ne, bil sem od Afrike, Avstralije, Amerike, edino Azije, v Aziji pa sem ne nobenega odlaufal. V Avstraliji, te smo se stavili tam v Indoneziji, ne, na Baliji pa smo malo se razvajali. No, niste zares tekel, ste pa bil tam, evo. Ja. Greva po vrsti, recimo, leto 94, to je zdaj že več kot 30 let nazaj, sem takrat začenjal s tekom, vi ste šel v New York laufat. Kako je to takrat izgledalo? Jaz sem šel svoje čase gledati malo te statistike, v 90-ih je ogromno Slovencev laufalo v New Yorku tudi po 20, 30, 40 in več na leto, lažje je bilo priti zraven. Kako ste vi, recimo, se odločil za New York, pa prišel tja, pa tako naprej? Ja, kako smo se, bil sem tisti čas na Ptuju, je bil tekaški klub Maraton Ptuj. Tam sem bil član, še eden, tudi naš Meško Primož je tudi bil tam član, in klub smo ustanovili, prej smo že ga ustanovili. Ta klub, tekaški klub Maraton Ptuj, smo tudi okoli Slovenije, za prvo obletnico osamosvojitve Slovenije smo okoli Slovenije odlaufali, ne. Štafetno pravzaprav, oziroma kako je bilo to? Štafetno, pozneje je tudi bilo nekaj tekmovalnega, ne, tisto je bilo te divjo. V glavnem, tisti, ki smo tam bili v klubi, nekako eden, Roger Ivan, je izrazil željo, kaj če bi mi šli v New York, pa in tako smo se ne vem, koliko nas je bilo, zbrali, pa smo šli, poiskali pač sponzorje, nekaj smo dobili, več je šlo z lastnega žepa, ne, pa ni bilo seveda tako, ste rekli, ne, ta čas še nikši
vsi, ker je pač se prijavil, je lahko prišel, če ravno je že tudi bilo več kot 30 000 tekačev. Pa je bilo meni krivo, ne, da smo te šli v New York. Predtem, pa saj sem bil že predtem na eni maratone, tudi z tekaškim klubom Maraton Ptuj, recimo v Frankfurte, leta 92, pa na Dunaju, pa v Rimi tudi. Se pravi, ste jih videl, ste te prestolnice obdelal že prej, no, pa dobil občutek za velika mesta in te maratone, kjer je bilo kar naenkrat ne več 1000, ampak 10 000 ljudi, za razliko ne, od nekih Radenec ali pa potem Ljubljane. Ja, je drugače, ne, take maratone velike, kot pa Radenec. Zdaj Ljubljana je že isto, ne. Ljubljana je Res, ja. zdaj To pa zrasla. je, končno. Radence, če ravno so najstarejše, ne, samo tu ne bo nikoli več dosti kot je. Je pa doživetje eno pač tam New York, tisti beton, pa tistih dvojčkov, Stolpnice, ki jih ni ja, več. Ja, tako. To, vi ste jih videl, ja, vi ste jih še videl, ne, dvojčke. ja, tako je. ja. Ja, tudi dole kaj je, na Baliji, tudi tisto ulico, ki je tudi razneslo, tam tudi sem jaz videl, ki je zdaj ni več. Pač ene kraje, ki jih je za doživeti, lepša pa je pač toplina Slovenije. Imaš zelenega nekaj, ne pa samo beton, pa tiste velike zgradbe. Seveda je to bilo občutek tisti, da prideš v tako mesto, ne, še, pa greš gor na tisti state building. Empire State, tako, ja. Pa gledaš Ja. dol, vse skupaj, ne. Ja. Same stolpnice posod, na eno stran Ja, park, ja, na eno ja. stran zelo. Noro. Mislim, kako ste pa takrat potoval tja, je bilo treba kakšne vize dobiti, kako je bilo z mejno kontrolo, z, ne vem, pa Ja. s sporazumevanjem, pa z vsem tem. Sporazumevanje tisto je bilo najtežje, ja. Ne vem, sem takšen, ki ne vem angleške, v šoli smo se učili nemščino, saj z nemščine pa tudi ne bi nikom prišel, ne, redko, ne, kam. Bil je kakšen takšen zraven skozi, ki je pač nas te vodil, pa ki je angleški vedel, pa je pa eden pač rihto, eden se je zavezal, da bodo te vizume, to smo mogli vizum, pa smo mogli imeti Tako. zrihto, drugače pa pač ni bil problem. Ja, pa kontrole pa so, ja. To pa so, pa še tisti krat še ni bilo tako hudo, 94. leta v Ameriko, kak pa pozneje dol v Avstralijo, Brisbane, leta 2001. Tam je dosti bolj, Avstralija ima še dosti bolj stroge kontrole, kot je Amerika. No, mogoče zdaj že tudi seveda po tistem, kaj so dvojčke zrušili, ne, je tudi najbrž bolj kontrola. Noro, v Ameriko je zdaj, Ja, ne bi rekel, ja. kar zoprno je čakati, vse te kontrole dajati skozi, Ja, zdaj ti gledajo že digitalno sled na internetu. V Avstraliji vem, da ti, ne vem, poberejo kakšne prehranske artikle, pa kaj tam, takega. ja, Ja. ja. Če sam ne daš tisti, kaj so spesi, ti pes odkrije, pa ti vzamejo, pa še imaš pozneje te razgovor, te pa če ne veš, pa je problem, kako se rešite. A ste imeli vi kakšno tako težavo, evo, v vstopu v kakšno državo, da so vas kaj ekstra pregledali? Stop ne v državo, ja pa se mi je zgodilo, da sem bil v bolnici v Ameriki, No, Portorike. v Portoriku, povejte več. Ja, bili smo, kaj je Portoriko, to je bilo leta 2003. Svetovno veteransko. Svetovno veteransko, seveda, saj sem vedel, da nisem pripravljen za maraton, tako kot bi mogel biti, pa še tam je, to je na ekvatorju, tista vročina, vlaga. Celo maraton je deževalo, dež šel tako kak škafa, da je 100 v vertikale. In nekaj sem pač nekšo luknjo po cesti, so bile luže, stopil pa sem si na nose, Razbil. podrapal, pa sem bil krvave. Seveda, niti ne vem, sem pa dehidriral, čisto nisem pil, ne, če daš šel, misliš,
vse ne treba špiti, ne. Od začetka je bilo, pozneje pa pač premalo piješ, veš, kaj te potlom čaka, pridem, ne vem, ne zmislim se, kak sem prav prišel v cilj, vem pa, da sem se, uro pa sem se stavil prek cilja in seveda so me takoj gnali tam pod šotore, sem dobil tam infuzije, 2 infuzije, pa sem bil dober, nič mi ni več manjkalo. Seveda in so me le po vsej sili v bolnico in so me odpeljali v bolnico, ne pa jaz takše brez znanja tujega jezika, tam ležiš, tam te infuzija teče, tista infuzija je že nekdo stekla. Tako da pri nas zdravstvo še dobro, kritiziramo zdravstvo, ne. Samo kaj pa v Ameriki, tisto pa je, zdaj to je Puerto Rico, ena od zveznih držav tudi Amerike, ne, in tam hodijo gor, dol, semo, vamo, tamo, nič. Jaz ne vem, kaj naj napravim. Tisto, če bi se vedel, bi se iglo ven zmeknil, samo kaj, če se ne znal kako priti nazaj do hotela. Na srečo Jerman Ana, ena od Jerman Ana je mama od Andreja Jermana. Ana Jerman, smukača. tekačica, ja, tako, veteranska ja. tekačica, no, evo, ja, tako, tako. Ja, ona pride, pa Krempelj Marjan, pa me rešijo ven z bolnice. Drugače ne vem, kako bi, že nekako bi, samo težje, ne. In tam pa je res takša zdravstvo psu, bi rekel, ne. Hodijo Ja. okrog, nič. Bož, da nas boliš, ja. ne. Bož, da nas boliš, ali pa Ja. da si ne zlomiš noge, ja. Tako, Ja, ja. ja. In tisto seveda, da nekaj takega doživiš, ne veš, kako prideš v cilj. Pa sem še vseeno bil drugi v kategoriji. Mislim, Ne vem pa, kdaj so me od Dobro. začetka, jaz sem na teh tekmovanjih veteranskih, ki sem hodil pač, od začetka sem v tisti prvi skupini bil, pa sem videl, kjer je pred mano moja kategorija, v tej kategorijah veteranski, imaš številko naprej pa od zadaj, ne. Tako, da vidiš tudi od zadnje strani ga, je tvoja kategorija, te pa se pač držiš, vidiš, aha, eden je pred mano ali pa nobeden. Pozneje pa tu pa ne vem, sploh kdaj me je, Francoz je bil pred mano, kdaj me je prehiteval, enostavno mi je ušel nekje, ja. nekaj šel, in če tako prideš še v cilj, ke ne veš, kak si, so mi pravili gore pozneje naše, ke sem levo, desno na stadion šel, ko sem prišel do cilja. Uro pa sem se stisnil za konec. Je to podzavestno, vse nekako, da. Na pol mrtev, samo ura mora se stati, bravo. Ja. Koliko medalj imate svetovnih pa evropskih veteranskih prvenstev, ker to ste praktično po 40 letu ste bil reden gost in to ste jih pobiral kot Ja. za šalo. Tam tista leta po 40. pa do 50. jaz sem hodil, smo bili ena ekipa, ki smo se udeleževali te svetovne pa evropske. Mislim, ka imam 2 svetovne prvenstve, imam 2 druge meste, pa tudi z evropskih tak, pa 2 tretje. Imam pa prvo mesto tudi svetovnega pa evropskega v krose, kak ekipa. To pa smo bili kak ekipa, Krempelj, jaz pa Miro Petrovc. Same legende slovenske, ja, tako, tako. Ja, Vsi ste še seveda, aktivni, no, tako. jaz sem se s takimi potem družil kak lajek med tistimi profesionalci tekači, ne. Od Prezla, oba, Vivot, Krempelj, to so bili Kotnik Milan, kdaj še laufal tudi, je tudi hodil. Atlete, jaz pa amater med njimi, ne. Ampak ste jim kar dobro pariral, no, moram reči, da ste se dobro znašel v tej družbi, no, tako, ja. Dobro Ja, ste. jaz sem se mogel te. Ja. Zdaj, če se pač to še te se pač moraš boriti, pa probate jim slediti. Noro. Kaj sem šel pogledati rezultate drugega ljubljanskega maratona, kjer sem bil tudi sam leta 97.
zdaj, mogoče za kakšnega poslušalca, gledalko, tudi zanimivo. Meni je bilo, a ne, pod 2 uri in pol takrat 6 Slovencev, pa še 6 po 2 uri 40, začenši s Kejžarjem, potem Šalamun, Krempelj, Golob, evo, prvi 4 Slovenci, pa Kosovel, Vogrič, Dovjak, Goranič, Barber, Mori, Jerala, mislim, kakšna imena, mislim, kakšna kvaliteta na kupu, ne vem, če je bilo kdaj toliko dobrih Slovencev. Sem šel gledati recimo zadnjih 2, zadnje leto, predzadnje leto in tako naprej, so odlični fantje, tečejo spet po 2 uri in pol rekreativci, ampak da bi bilo toliko tekačev Slovencev po 2 uri pa pol, mislim, noro, no, noro. Ne, to ni bilo, pa še ne samo to Slovencev, tudi koliko stare, te smo bili nad 40 že stari. Sami veterani, ja. Krempelj, Vogrič, Kosovel, nad 40, Barber, pa recimo Barber tudi ni bil atlet, ne. On je pač še bolj, Naturščik, ja. on ima tiste dolge, ja. Stotke in tako naprej, ja, tako je. Tudi Barber je odlično Logarsko, pa ne vem, kaj je takše. No, imam jaz tudi še 60 kilometrov, se tudi časimo recimo pod 4 ure, 60 kilometrov. To je rekel Dušan Mravle, kdo je tekel časov No, pod 4 ure, ta je super, ja. tu v Ljubljani pa seveda sem te še nismo se tako poznali, ne, z Krempljem pa Šalom, smo se, samo nismo se tako družili, ne. Sem je dva skozi videl pred sabo, ne. Sem je dva dohiteval, ne. Samo težko, kaj bi dva dobil, neče še bi dale laufali, ne vem, no. Tisto je bilo pač, Ljubljana je pač moj najboljši rezultat, če ravno imam te še 3 pod 2 uri pa pol. 2:28, 23, na 23, koncu, ja, minuta vas je ločila, se pravi od 2. do 4., a ne. Kosovel je bil pa še minuto za vami, tako da, mislim, res noro tisti maraton. Kako je bila všeč Ljubljana? Takrat je šel v 2 krogih, saj bil hiter maraton pravzaprav, ne? Jaz nimam problema to, če pač se gre 2 kroga, več pa če ne poznaš proge, ni problem, greš pač, laufaš tako, ja. Recimo, pa če so ovinki, ne, ene to mote. V Brisbane, ki smo laufali maraton, za 360 stopinj so bili obrate. Tak, greš, ko greš, saj za vse je isto. Če malo zgubiš ritem, pa ga dobiš nazaj, par metrov, 10 metrov, pa si nazaj v tistem. Če si dober, če pa si slab, te pa te to potere. Ja, jaz lahko zase rečem, da me vse potere, ja, to ne samo ovinki, ampak, mislim, kje vse ste bil, Ivan, mislim, ne, ampak zaključiti tole Ljubljano, to mi je res všečno, ker ste prišel v cilj tam sami Slovenci, no to mi je res noro. So vas tudi drugi pol spoznali, se tudi Kejžar takrat je bil pač atlet, je bil samo, ne vem, 5 minut pred vami, a ne, tako rekoč, a ne. Ja, ne vem, tako je naneslo, šlo, v redu. Saj s Kejžarom sem tudi več laufal, recimo trojke v Ljubljani, ne. Tisto je tudi ena sladka zmaga bila, trojke, tisto pa je malo drugače, eden trpi, 3 so neskozi isti, ne, eden je najslabši člen. In tisti najslabši člen je pač malo težje. Recimo, zdaj ne vem, katerega leta je to bilo, z Erjavcem, jaz, Krempelj, pa Erjavec, Tone Erjavec, ne, on je le hotel, da bi zmagal te trojke enkrat, ne, pa smo bili drugi z Krempelj, jaz pa Erjavec. Naslednje leto pa te ni mene vzel več, ker mislil, kaj bude boljše, pa je Kejžara vzel, ne. Tako pa sem jaz sestavil ekipo, pa smo jih premagali. Tisto ni dosta, pa tudi, ne vem, nihče ni imel takšen rezultat, 1:44, 0:3 ali nekaj takšega. V glavnem, najboljši čas je tisto Osto tudi naš, ni ga nobeden imel, pa je te Kejžar Erjavca vlekel tam gor, tisti bregi, ne, ni lahka ta trojka tudi, ne. Z Lastiko samo ni pomagalo, na koncu smo jaz, Mirko Vindiš pa Vogrič jih premagali.
Tako izvrstno. da, tisto je, no, sem pa še enkrat, dvakrat sem zmagal te trojke. Enkrat pa je bil Krempelj pa Končino. Končino Srečko je tudi bil atlet. Tako je. Prvo medaljo, kaj sem osvojil na te svetovne ali evropske, na svetovne, smo kot ekipa v maratonu v Durbane v Južni Afriki osvojili. Jaz, Končina pa Malnar Alves. Lojz Smo Malnar, bili Lojz tretji. Malnar, tako, noro. Ja, Kakšna, ja, kakšna imena, zdaj, ker kot si nepokojan, se to poslušam zgodovino slovenske atletike, tako rekoč maratonske teka, se srečate še kaj, mislim, koliko je še, Ivan, vi ste aktiven, še zelo aktiven, ampak marsikatero od teh imen pač ni več na športni sceni, a pa se še srečate kdaj, tako ali na tekmi, ali po naključju, ali mogoče tako se zmenite z temi fanti, s katerimi ste včasih tekli, pa ste bili zmagovalci. ja, s Krempelom se še vidimo, ne. Drugače pa vidim tudi Kejžara, normalno pa Šalamuno več, njegova žena Ana laufa, tako da drugače pa z Mirkom normalno, Mirko je tu blizu, se vidimo večkrat. Z te recimo dol Vogriča nisem videl, ne recimo Barbara ali Kosovela. S Kosovelom se slišimo še tudi. Pač, zdaj, če bi hodil na ta veteranska državna prvenstva, potem bi se s temi srečal, ne samo nekako mi ni več do tega, da sem preslab. Kaj bom No, se tam, ampak sej prav veliko teh imen pa ni več, bo rekel, tekaško aktivnih, no, da bi dejansko, ali pač, no, sej vi več veste, pač koliko teh ljudi, teh maratoncev izvrstnih tekačev iz nekdanjih časov, pa še gre, bom rekel, tudi samo malo tako za Ja, rekreacijo ja, teč. ja, ne, to je res. Ja, ti seveda atleti, ki so bili, jim ta rekreacija nič ne pomeni. Ne. Edino Krempelj Marjan, On se še on pa bori, še, ja. on pa se še, on še dela po 400 km na mesec. On bo to Pa počenjal, zdaj, ja. pač starejši si, kakšna poškodba, zdaj, če te ničja poškodba ne prime, te še gre. Ne. Sem mislil, da bom v penziji, pridem v penzijo, zdaj pa bom imel čas, bom malo več laufal, potem pa te nekaj zgrabe, pa ne gre, No, stavi ampak pri zemlji. pri zemlji, ampak Ja, zraven ste, to je važno, da boste čim dalj ostal še zraven, zdaj, ja. Je pa res, glavno, če se gibaš, ne, da si še koliko toliko aktiven. Ne. Zdaj, normalno tu v tem našem delu, tudi v Sloveniji imamo tudi teh pokalov več, ne, Primorci imajo pokal, Gorenci imajo, Dolenci, mi imamo štajersko-koroški pokal, Prekmurci so imeli tisti, je pač zamrl, Prekmurje vendar ni več. Tu v tem štajersko-koroškem pokalu, tu še te grem, pa hodim, pa skušam čim več tekov spraviti skupaj, da še te v kategoriji si med tistimi bolj dobitniki. privrhe, če se Ivan, da. ok, to je tisto malo tekmovalnosti, pravite, ki vam je še Ja, ostalo. ja, ja, ja. Malo tekmovalnosti, ja, še seveda, normalno. To Vse, je, tako je. Če se dva srečata, dva greta, no, je že tekmovalno. Ne. Že trening je tekmovalno včasih. Ne. če Imamo sta dva skupaj, ali pa recimo, tri, ali pa ekipa, ja. ja, v klubu imamo dvakrat na teden treninge, seveda, in normalno, ker mlade grejo za sebe, grejo napravijo 30 km čez Jeruzalem, recimo. Kaj, jaz to več ne morem, treba pol dneva, da pridem čez Jeruzalem. No, malo heca, ne. No, ne, to mladi delajo, ja, vi ste vendarle, ja, Ja. ste si zaslužili kakšen kilometer manj tudi zdaj, v končni fazi, zdaj, preden greva pa na klub, ja, to me bo zelo zanimalo, zdaj ključiva še s temi svetovnimi maratoni, omenili ste, ne vem, Porto Rico, omenili ste Brisbane, omenili ste Durban v Južni Afriki, bil ste tudi v San Sebastianu, menda, tja ste šel tudi s svojim avtom, a to drži? Ja, v Španiji, San Sebastianu sem šel s svojim avtom. Ja.
In to smo trije takšni šli, ki nobeden ne ve tujega jezika, ne. Kotnik Milan, pa z Slovenske Bistrice je metal kuglo, kako je se pisal. Ne Milan Vodovnik, ne. A ne, Ja, v on je glavnem, malo mlajši, ne. trije smo šli in vozil se sam. To je Koliko časa malo je trajala, koliko časa je trajala ta pot? To je bilo pa dolgo. mislim, da 24 ur. Noro, noro. Pa te pa smo še zašli tam, nekaj po noči smo bili v Franciji, se vozimo, ni nikoga, kako te ven prite. Nekako smo te prišli, pa na zadnjo prispeli do cilja. Tudi nazaj, recimo, maraton smo odlaufali, maraton je skozi na teh prvenstvih zadnji dan. Mhm. Navadno pa sem jaz na vseh teh tekmovanjih na svetovne veteranske šel 3 discipline. Normalno, tisto, ki smo se peljali z avionom nekam dale, si šel za vse, ker 5-10 maratonov, kako? Ja. 7 dni, 10 dni je normalno trajalo, ne. In tiste discipline krajše so od začetka. In jaz sem te odlaufal prvo kros, potem nekaj v sredini je bila 10, pa na zadnji pa te maraton. In seveda, oni so že vsi bili sproščeni, lahko so kaj spili. Jaz pa kak maraton zadnji dan si se mogel držati, pa je to pač tako je naneslo, ker sem te tisto pač mogel oddelati, zakaj sem šel, pa zdaj te nekam tako daleč greš v Afriko ali pa v Avstralijo, te ne greš samo na izlet, pač skušaš tudi rezultat nek še doseči. In tako je bilo skozi, ker sem mogel tisti najduže se držati tistega ritma nekako, da si ste ostajal oddelate v tisto, zakaj fokusu. si šel. Ja, tako mislim. Ja, Imajo fokus. maratonci, ja, posebej, če ste bili toliko časa tam, ja, če bi prišel 3 dni prej, Ja, bi bilo lažje. ja, Vi ste pa spremljali vsa ta dogajanja in videl Ja. ostale, ki so zaključili svoje nastope in že slavili, vi ste mogli pa. Ja, od začetka mislim v Buffalo. Tam, ki sem cross laufal, so nekaj odpovedali tiste prve termine, pa smo te potem pozneje imeli pa Krempelj je tudi cross tekel skozi, pa on je te imel 5 pa 10. In tam smo nekaj po enem parku laufali, pa sem bil v igri za stopničke med prvimi skupine, pa smo laufali okoli enega bandere, električnega droga, ne. Vsi pred menom so laufali, ravno vzeli črto, mene pa je sodnik nazaj strebal, ko sem mogel iti okrog tiste sohe. Mi potlom pravi Krempelj, ja, kaj ste takšni bedok, kaj si ne, so ovi tudi tako šli, tako bi šel. Ja, kaj, jaz sem te še bil bolj tisti zelenec med totimi, sem ne to tako upal, ne. Te pa seveda, tam so mi te vyšli, pa gotovo, pa sem ne prišel v štih. Mislim, vam je No, pač marsikaj se dogodi noro. tudi na totih takšnih tekmovanjih, ne, doživiš kaj. Kdo je pa, ste mogli sami financirati vse te odprave po svetu, je Atletska zveza kaj prodala, kdo drug? Ja, Atletska zveza je bolj bogo, Atletska zveza nas je prijavljala. Prijaviti se nisi mogel sam, ne, se še zdaj ne boš tak, ne. Drugače pa si, pač, če si našel kakšne sponzore, drugače pa je domači sponzor bil največji. Lastni žep, ja. Ja. Ene so dobre, ene so tako, da je še lahko šel partner zraven, pa še mu je ostalo, ne. Daj, pač, v kakšen kraj si, iz kakšnega kraja, pa kak si poznani, kak si To je tudi res, ja. imel krog poznanstva, ne, da si lahko si zrihtal kakšna sponzorska sredstva. Kje po svetu na vseh teh prvenstvih, kjer si bil, vam je bilo najbolj všeč, recimo, kje pa najmanj? Ja, kaj jaz vem, katerega bi najbolj, ne vem, nisem nikdar. Mogoče je Brisbane, s tega stališča Brisbane sem te bil druge, pred menom pa je bil en olimpijec, profesionalec, maratonec.
mogoče tudi z tega stališča Brisbane, kada sem prišel v Ormož, tudi v Ormože so me te pripravili sprejem, takšni, ki sem niti ne slučajno si mislil, da nekaj takšnega. To pa je bil en sodelavec, imel prste vmes, Hasak na to, ker so me skočili pred gradom, je to bilo notri v grade, tam imeli pač sprejem, pa mogoče, ja, ta. Je pa resen, ker je bil vredi maraton v Brisbane, tam smo se obračali za 360 stopinj na proge, pa so me uvrstili celo med tiste, drugi sem bil v kategoriji in so me med tiste mlajše, 5 let mlajše, pa kategorijo še sem niže. tudi tam bil, recimo, bil sem v Brisbane, sem bil absolutno tretji in sem bil uvrščen med tiste mlajše, seveda, normalno, te je tam izpadal tisti eden, ki bi bil na stopničko, je tam ven izpadal, ne, vse te pozneje se je to porihtalo, nekaj, tako da. Se pravi, še med tam mladimi ste bil, mislim, izvrstno. To ste bil? No, tretji sem bil, absolutno, ja. Vrhunsko. Vrhunsko. Bi zdaj še šel, če bi vas zdaj, recimo, kdo povabil ali pa kaj tazga, Ivan Golob, na svetovno prvenstvo v maratonu v kategoriji, bi se šel pripravljati, pa bi šel potovati, ali vas je to menilo? Ja, bi me samo poškodbe, če te ne bi mantrale, ne. Zdaj, seveda pri teh letah ne moreš računati, da boš ti zdaj delal toliko, kot si včasih delal. Regeneracija je pomembna, ne. To ne gre tako hitro, se mi zdi. En dan tečeš, drugi dan te vse boli. Če bi recimo to zdaj tako začel vsak dan, mogoče ne bi bilo takšnih težav. Kakšna poškodba, kakšna večna mišica gre, pa stegenska, kaj. Zdaj, tako kak sem zdaj, nemam neke želje za bolj večjo tekmovalnost, za kakšne večje teke, ne. To čisto dobro je to tem našem koncu, kaj se udeležujem. Imate prav, no, zdaj pa na vaše konce, tako rekoč, ne. AK Ormož staja že 24 let, ideja je že leto starejša. Zakaj, Ivan Golob? Prej ste omenili, da ste bili v TK Maraton Ptuj, ampak potem ste si pa želeli kaj v domačem kraju narediti nek klub, neko tekaško sredino. Verjamem, vi ste bil pobudnik. Kako se je vse skupaj dogajalo, glede na to, da so pred vašim občnim zborom, ja, mogoče na hitro, ja, oriševa to zgodovino. Ja, pač tisti čas, to je bilo leta 2002, 2001, je nekaj tekačev že bilo tudi v našem koncu, in so rekli dečki, ja, zakaj pa ne bi mi ustanovili kluba, pa bi mi, na tako se je začelo, ne. Enih par nas je bilo, ki smo tekli, in smo pač se te spravili skupaj. Normalno sem bil jaz tisti, ki sem mogel to potezo potegniti prve, ko smo se dobili v tistem cajtu, še je v Ormožu hotel obstajal. V hotelu, vem, smo se dobili v decembru 2001, dobro, toliko nas se je zbralo, ko smo lahko klub ustanovili, in 2002, 20. februarja smo bili vpisani v register in tako je te klub začel delovati. In tisto leto, že prvo leto, smo polmaraton spravili skupaj, te smo samo rekli pač ormoški tek, ni še bilo tako daleč, ne. Pa je pač tisto raslo, tako da je prišlo do 24 let, tako da imamo letos že 25. četrt stoletja, zadnji vikend v marcu, 29. marca, se je odvijal naš 25. ormoški polmaraton. Seveda vsi, ki poslušate to, ste lepo vabljeni. Imamo niti eno leto, boste rekel, tudi med korono to ni odpadlo, ves čas ste organizirali, kako? Tudi med korono smo, redki so bili, ki so vztrajali, tudi med tisti leta 20, malo več dela je bilo, trebalo je pač več papirov od zdravstva, ministrstva dobiti.
Malo zahtevno je bilo bolj, edino, kaj je z tistega leta, ki je bila korona, smo ne otroških tekov imeli, ne. Ker je bilo še bolj zahtevno, če še bi otroške teke imeli, drugače pa smo speljali tudi tisto leto, ki je bilo tako turbulentno, bi lahko rekel, ne. Izjemno. Zdaj, 25 let, ja, ormoškega polmaratona, ki je poleg nočnega uličnega teka junija, pač markanten dogodek, ki ga organizirate. Marsikaj se je najbrž zgodilo skozi leta, kaj takega, recimo, kar se spomnite, v četrt stoletja se marsikaj zgodi, ne vem, ste spreminjali proge, je Ja. kdo tak prišel, kaj se je zgodilo? Kaj? Kaj se je zgodilo? Ja, marsikaj se je zgodilo. Na polmaratone niti toliko ne. Od začetka smo te samo imeli polovičko, 21 kilometrov, te še nismo imeli uradno izmerjeno, te smo tisto z kolesom, sem hodil v Ljubljano s kolesom, pa mi je Anton Majcen naštimal, on je meril tudi ljubljanski maraton. Pozneje, naslednjo leto, ki smo še uličnega dodali zraven, ne. Pri uličnem je bilo več dogodivščin kot pri maratone. Pri maratone pa je proga je skozi isto bilo. Zdaj od 2017, ali kako smo uradno imeli izmerjeno, tako da imamo certifikat. Na uličnem pa takoj na prvem nas je že vreme nam zagodlo, ne. Takšno neurje prišlo, veter, vse nosilo, po zraku, te smo še, tudi tisto se je malo spremenilo, cilj pa štart pred gradom, zdaj imamo na Kerenčičevem trgu, te še hotel bil, smo v hotelu imeli pripravljeno pozneje za poteke malico, tako da smo samo lahko šli jest prvo leto. Smo pa pozneje ga speljali, to je bilo skozi tak na preddan dnevom državnosti, 24.6. smo tega tudi speljali pozneje v septembru. Edino eno leto je nas vmes izpadel tisti ulični tek, tisto pa je bilo nekaj tu pa je bolj problem, skozi smo imeli denarne nagrade, ne, seveda denarne nagrade, te občine ne stojijo ob strani, ne, težko nekaj spelješ, ne, in tisti čas, ki nam je eden izpadel, je bil takšen župan, ki ni bil blizu za šport, pa smo rekli, dobro, te pa nič, te pa smo eno leto. Spustili, potem ste se pa vrnili nazaj v špil. Zdaj pa smo, seveda, zdaj pa imamo na uličnem teku takšno zasedbo, ki ne vem, če je kje v Sloveniji močna zasedba od reprezentantov, ne samo slovenske, tudi hrvaške, olimpijci, glavnem močna dirka, ne, bi lahko rekel, ne. Ja. Ja, pa krožna proga, ne, 6 krogov lepo, moški 6 krogov, ženske 5 krogov. To je zanimivo, to je uličarka prava, ki grejo parkrat mimo tebe, pa vidiš, kaj se dogaja, ne. Mislim, mene koncept uličar, ki jih pač v Sloveniji praktično ni več, pri vas živi, ne samo cveti, ste pač ena redkih prireditev v Sloveniji, ki nima štartnine, hkrati imate finančne nagrade, ne malo, ne vem, aj za 300 evrov za prvega. 300 evrov, samo vsi te nagrade pravijo v bruto, ne. Mi pa imamo to neto, ne, na bruto nagrado še 33,3% dohodnine. Ja, dohodnine, tako, ja. Da bi drugače se slišalo, če bi rekli trikrat 450 evrov, recimo. Ja, tako. Mislim, izjemno, in ta denar vsako leto zberete praktično od občine, od sponzorjev, tudi za to, da je štartina brezplačna, izjemna popularizacija pravzaprav teka pri vas. Ja, to pa je seveda, člani kluba doprinesejo k temu, ne, tako da moram pohvaliti vse člane, ki doprinesejo k temu, pač pravilnika, ki je v občini, ki nagrajuje letni program športa, se udeležimo tistih tekov za državno prvenstvo, ki pač donesejo določeno število točk, pa potem od občine po pravilniku, kaj dobimo, damo tudi v ta tek, ne. V sklad za... Normalno, ja, nobena nema nič plačano, vsi delamo volontersko v klubu, ne, in te si lahko pač to privoščiš.
organiziraš nekaj takega. Ne. Če ne bi bilo članov toliko, kot nas je, recimo lansko leto je članov nas bilo 118, niso vsi tekači, ne. Recimo, ki se na državne prvenstve uvrstimo, pa je to skoraj tam 50, 47, 50 se državne prvenstve udeleži vsako leto. Imamo seveda, normalno morajo biti tudi podporni člani, ne, za eno tako organizacijo rabiš redarov, dosta, pač eno ekipo še, ki zraven sodeluje, ne samo tekači, ne. Mislim, in to, mislim, so vse ljudje iz lokalnega okolja, to so rekel, družinski člani tekačev, to so ljudje, ki jim je tek Tako, blizu. Ja. Lokalnega okolja, tudi družinske člane, pač vsake skuša čim več pripomoči k temu, da tek ostane na takšnem nivoju, kak je, ne. Zdaj je res na visokem nivoju, upam, da bo tudi dalje tako, v drugem Izjemno. četrtletju. Izjemno, 25 letke. tako, druga četrt stoletja prihaja, izjemno zapuščino boste pustil, Ivan, nasledniku, ampak kako to me zanima pri uličnem teku, no, medtem ko so uličarke pač v Sloveniji šle, skoraj da izumrle, tudi denarnih nagrad skoraj da ni več, nekje se še pojavljajo, vi pa vztrajate, pa ni četrtine, pa tako, kdo bi rekel, ne vem, dajte četrtino 20 evrov, pa bo koj malo več prihodka, vi vztrajate pri tej brezplačnosti, pri teh nagradah. Ja, nekako smo imeli tudi štartnino, ne. Pa smo pozneje rekli, smo skozi, pri uličarki smo skozi vrteče številko. Tudi pri onem, ne zide se nam, ne. Pokrijemo pač z tistega, kaj dobimo od teh nastopov na državne prvenstve, od občine, po tistem pravilniku, ki je. Pa zaenkrat smo v tem, nobeden nič ne reče, vsi podpiramo to, zdaj normalno vsi delamo volontersko, kako bo enkrat, pri denarju se najprej zaplete, ne. Zdaj, če bi nekomu nekaj hotel plačati, ne, tisto je najslabše, ne. Normalno imamo tudi neke nagrade za tiste boljše, kaki imamo nekaj od Blaža Orešnika, pa Repno mi je odišel. Pa je pobegnil na vrhunko, ne, v bistvu. Ja, glavnem, najdejo se tudi še takšne, pa so takšna tekmovanja, ki tudi lahko prideš na prva 3 mesta v državnem prvenstvu, kar je slabo za atletiko, ne vem, včasih je, kako smo že govorili, ne, dosti več je teklo, boljši rezultati so bili včasih, no, zdaj zadnji čas tudi se nekaj popravilo, ne, ti rezultati v slovenski Počasi se atletiki, res pa dvigajo, ja, ampak nekaj perspektivnih, dobrih, mladih. Ne da pa se seveda teh daljših tekov, pa se mladine ne da, hitreje je fertik, tisti šprint 100-400 metrov, če gre, tudi seveda ni lahko, ne. Nobeden šport ni lahek, ne samo atletika, individualni šport posebej, v kakšnem ekipnem, tam se eden skrije med tisto ekipo, individualni šport pa je pač posameznik, ki se mora sam dokazati. V atletiki ti ni kaj, ura, meter ti pokaže, kako je. ja, tega ne moreš preslepiti, ja, tle ni nobenih sodnikov, Ja. tle je samo čisti Ja. gol rezultat. Zdaj, kdo je recimo Izako Ormož trenutno, ali pa v zadnjih letih, ki bi ga izpostavil, omenila so Orešnika, Repa, Magdič je bil, ne vem, Nino Alt poznam tudi, ne, ki za vaš klub teče. Kdo je še eno, koga bi še izpostavil, da pač... Andreja Gorčan. Bravo, Andreja, super, državna, Prekmurka. ja, je bila tudi že državna Ja, prvakinja ja. v maratonu, Ja. tako, Ja, tako. kaj jaz vem, ja, recimo, so takšni mladi, ki bi lahko, če bi imeli čas, recimo Luka Lovrec, čarosmeh. Izvrsten talent, On, ne? če bi, kaj ima vse za talente, ne, če bi on malo več treniral, bi bil še pa še dober, mislim, kaj bi, ne zdaj, da bi katerega posebej izpostavilo, samo sigurno bi on še pa še lahko napredoval, mislim, da bi Blaža dobil hitro.
če bi telko treniral kot Blaž, on pa ima te vse forme drugo zraven in mu ne uspe. Imamo nekaj mlade zdaj, upamo, kaj bodo kakšni mlade prišel, kdaj malo na višji nivo, to glih ne moremo reči, ker smo rekreativci, vsak za sebe, vsak pač teče, koliko mu čas dopušča, na tekmovanja gre tudi, koliko mu finance znesejo, ne, ker seveda vsak ima svoje prioritete. Imamo pa tudi takšne v klubi, ki so recimo 21 prelaufali v letu. V lanskem letu je Roška Stanko 21 polovičk odlaufal. Imamo tudi nekaj ultramaratoncev, Davorin Škoflanc Poznam, ima prav, ja. željo Mont Blanc, UTMB. ima točke, tu pa je potrebno ne Kamne, imeti tako, točke. ja. Ja. Mhm. Samo tudi žreban moraš biti, ne. To je zdaj Danes že je tako tam. težko priti To je, na ta velika tekmovanja. seveda, Davorin, on hodi na take ekstremne, ne, pa Istra maraton, to ta stotka, ki je. Mhm. Ja, je par takšnih, ki so dobre, ne, dobri smo vsi, ne, dokler se lahko gibaš, si dober, ne. To je to sem hotel Ja. slišati. Ja, tako. Tudi če smo za nič, smo dobri, ker se gibamo, ker smo zraven teku, ker tečemo, Ja. se ne pogovarjamo se samo o teku. Moram se spomniti, sej Orešnik je potem od teku hitreje maraton kot vi, mislim, da za Ja, kakšno ja. minuto, a ne? Me je prehitel leta, zdaj 2 leti ali 3 leta nazaj, smo imeli parkrat, dvakrat so skušali, smo rekli, kaj zdaj, boste moj rekord šli, pa so se zbrali, koliko je bilo te 7, ali koliko še 6. Rep, Enkrat jih je bilo Magdič, 6, ja, pa jim ni ratalo, ne? Rep pa Magdič, ni pa ti. gratalo, ja, dvakrat so probali, zdaj pa ima Blaž 2,26, pa 13 ali kak v Dve Rotterdamu minuti. ali Amsterdamu. Tako, ja, tam, izvrstno je tekel, ja, se ja, spomnim. ja, ja, dober je Blaž, ni kaj. Recimo Rep ima šanse, da bude pod 2,5. Škoda, da je recimo Danilo Magdič tudi bil dober, on je te imel poškodbo križne vezi, zdaj je končal, zdaj ne vem, če bude še kdaj začel nazaj, zdaj ima kolo, seveda, zdaj, če imaš enkrat neko tako poškodbo, potem imaš malo straha, ne, vendar pa malo se zamisliš, kaj je, prvo je zdravje, ne, zdaj, če se to kak na rekreativnem nivoju, prvo je zdravje, potem je tisto, kaj te še veseli zraven, ne. To je res, ja, to je res. Jaz vsakič trkam, dokler še noge, kolena držijo. Ja, je treba biti hvaležen za privilegij, da lahko tečemo, ne, kakorkoli že. Ja. In res, vse, kar ste omenili, vse te tekače, marsikoga poznam. Ormož, očitno ste tudi vi, no, bom rekel, prispeval k tej popularizaciji, pa k tem, da so se tudi mladci potem pridružili, da so se nekaj sebe naredili, tudi klub AK Ormož, ja, ki ste ga soustanovil. Je prispeval najbrž k temu, da je bil tek eden od športov, ki se je gojil, a ne, v tej sredini. Ja, mogoče res malo nekaj, ne vem kaj, pa tudi ne, nisem nekaj tekač. A ste kdaj tem treniral okolje, druge? Glede to, da ste imel klub, ste bil tudi kot trener ali voditelj vključen? Ja, no, sam imam to licenco trenersko, ne, ki z otroke osnovnošolce delamo že od leta 2008. Nekaj je bilo take tudi v našem klubu, ki so bili pozneje reprezentance državne, Mateja Pokrivač, kaj je bila še, no, v glavnem nekaj je odšlo z našega kluba, ki so dosegnili tudi reprezentančni nivo. Je pa to predvsem zdaj v tem otroški atletiki predvsem odvisno od staršev, ne. Seveda, če starši podpirajo, pa potem v drugi vrsti pa potem od športnega pedagoga v šoli, če podpira atletiko, če mu je atletika pri srcu, bolj je večinoma, no, tako mislim, je moje mišljenje mogoče napačno, da dobijo žogo deca, bolj se z žogo zabavajo, kak pa kakšen individualni šport. To je res. Pač To je res. To je res, ampak ja. skušaš
nekaj doprinesti s temi izkušnjami, ki si jih imel. Zdaj, jaz jim rečem, to je še daleč od treninga, to je samo to od treninga. Ne. Zdaj skušamo pač nekaj napraviti, recimo v tej trenerskih vodah pri nas, če bi tako rekel, v Ormožu je še Cung Bojan, športno vzgojo učil pri Miklaši osnovne šole. Zdaj smo probali Katjo Petek, ki ima kineziologijo, izobrazbo, da bi ona to malo prevzela, ne malo mlajši, bi tudi mogoče bolj bil interes, kakšne iti na tekmovanje, kako. Drugače pa ni interesa prevelikega, ne. Nekoga siliti v nekaj, Pa ni. pa je brez veze. No, ampak jaz mislim, da tudi na občini tudi, rekel, so prepoznali, oziroma tisti, ki so vas predlagali v okolju, so prepoznali vaš prispevek, imate občinsko priznanje, še kakšno bo sledilo, verjamem. Torej, je vaš prispevek, Ivan, Ivek, v okolju, je prepoznan, no? je gor vzet. Nisem jaz glih za to, za nekše pohvale, ne vem kaj, tak pač človek kot človek, če z nečim se ukvarjaš, te pač nekaj je od tega, Prav. pa zdaj za nekše pohvale, pa je glih, ne vem kaj. Lepo ste to povedal. Lepo ste to povedal. Ivan, še to za konec, no, obdelava. Mislim, da je 10 let nazaj ste v enem intervjuju dejal, ko so vas sprašvali v klubu, 15 let sem že, počasi moram predati to žezlo, no pa vam 10 let tega to ni uspelo, pa je, vam bo zdaj po četrt stoletja pa le uspelo naslednika počastiti in mu dati pač to Ja, predsedništvo. res je, zdaj 24 let je resen doba, ki zdaj, če bodo naslednje še 24 let, ne pa je že klub, samo tega se jaz vam več čakal, ne. Ja, rekel sem že parkrat, da bi mogli nekoga najti, drugega zadosta, ne. Včasih si misliš, pa bi še kaj, enkrat se moraš odločiti in letos, recimo zdaj, ta teden imamo občni zbor ali zbor članov in imamo že seveda nagledanega novega predsednika, to normalno moraš se prej odločiti, ne da tam se nateguješ, bo ta ali oni ali tone, in to je Matej Moravec, bo predsednik AK Ormož naslednjo četrtletje, četrt stoletja. To ste mu pa predal kar veliko, a ne? Veliko se polaga v njega, očitno, ja. Ja, mlade je, računalničar je, jaz kak analfabet pri računalniku, tisto, kaj moraš, tisto pač napraviš. Če zdaj samo glediš te mlade, ne, kako to tipkajo na telefone, na računalnike, ti kak starček eden, pa iščeš tiste črke, pa tipkaš tako, tako pač je, enkrat se mora mladina vključiti tudi v, normalno, seveda pomagali bomo tudi do zdajšnje, tudi jaz bom pomagal, ne. Boste ostal aktiven še v klubu, seveda, Ja, to ene stvari sigurno bodo malo težje, predvsem je to problem, če si v domačem kraju v službi, lažje to vse rihtaš, kak pa če si recimo on v Mariboru na fakulteti uči, ne more priti na vsako tisto obravnavo na občini, na upravne enote, kdaj to je pač res, ker čez organiziraš dan to vse teklo. dopoldne, So ja. določene stvari, ki jih moraš napraviti tudi med delovnim, med tistim normalnim delovnikom, ne, kako bi rekel, od 7 do 3, ne. Včasih zdaj več tega je redko kje, ne, kaj je tisti delovnik. To je res, ja. Marsikdo se ne zaveda, kaj vse je treba, ne, da klub laufa, da so dogodki, a ne. Ivan, izpeljani, jaz bom še tule v imenu poslušalstva in gledalstva se vam zahvalil za vaš prispevek, bom rekel, slovenskemu teku, pa AK Ormož hodim že nekaj let, pa ne uspem priti vsaj do nočnega uličnega teka, pa sem za prmej, bom prišel enkrat, a ne, bom prišel to teč, ker me res zanima ta konec Slovenije, premalkrat sem tam in bi rad bil večkrat, tako da, Ivan, bom rekel tako, uspešno vam želim tole primo predajo poslov,
No, tako. Ja, hvala. Jaz pa vas lepo vabim na en naš tek. Deva Na reklamo uličarko, narediti, Ivan. na maraton. Tako, Ivan, deva narediti reklamo. Videl sem, da za nočno uličarko junija še niso Ja, odprte prijave, za polmaraton so. ne. Deva še enkrat povedati vse, datum, razdalje, kje, kako, kaj. Ja, tako je, res. 29.3.2026 je v Ormožu 25. ormoški polmaraton. Ne. Moramo se izraziti tako, kot se reče polmaraton, ne maraton, ne. Pa tudi razdalja se mora pisati v točni cifra, ne 21 km, to je premalo, ne 21,1 km ali pa 21.098 metrov. Metro. Potem je še 10 km in 5 km, to so teke za odrasle. Potem pa še imamo dosti tudi otroških tekov, od tistega najmlajših cici tek 150 metrov, 300 metrov, 600 metrov, 900 metrov, 1200 metrov in še tek osnovne šol, upravne enote Ormož, to sta še te potem občine Središče ob Dravi pa Sveti Tomaž, 4x300 metrov. Tako da tudi ena ekipa v atletiki, ki je to štafeto odlaufajo. Recimo na tem maratonu je 10 km je tudi državno prvenstvo policije, 10 km imajo moški, 5 km pa imajo ženske državno prvenstvo. Potem pa še na 21, na polmaratone imajo letos izbirno tekmovanje policija, tako da bo tudi med njimi malo borbe, imajo za izbirno, za ne vem, da kam nekam grejo, 21 polovičko imajo izbirno tekmovanje tu pri nas. Včasih smo imeli tudi kakšno za veterane, letos nemamo drugo. Potem pa imamo 23. ulični nočni tek, ta pa imamo ga vedno pred dnevom državnosti, to je 24.6. zvečer ob 9. se prične z teki tistimi mlajših kategorij. Prvo sta dve kategorije otroških tekov, tisto imamo ta tek je v krogi, recimo za moške je 4800 metrov, za ženske 4000 metrov, ženske imajo 5 krogov, moški 6 krogov. Tisti otroški teki so manjša proga, krajša proga, 550 metrov, tisti mali imajo en krog, starejši imajo 2 kroga. Potem imamo še tek družin, tu smo šli čisto ohlapno, sta samo 2 za ekipo, en otrok pa starš ali rejnik, skrbnik, pa tek društev. Tek društev pa imamo tudi samo upravna enota občine Ormož. Zdaj, če bi to imeli nazven, enostavno bi bilo, no, ne vem, mogoče ne bi bilo preveč, ali pa ja, z ozirom na to, kak je ostala udeležba, bi bilo mogoče malo preveč. Pa tudi zalogaje finančne, normalno tudi ti dobijo nekaj pokale, medalje, oni tek, moški, ženski, pa imamo denarne nagrade od 300 evrov, prvih 8 dobi denarne nagrade 300, pa do 58 evrov. Tako da tisti 8, ki je, še ima za potne stroške, za bencin, recimo. Recimo tudi na polmaratone imamo nek še nagrade, ne, normalno nagrade, pokale, medalje, to je, pa vsaki še dobi kakšno praktično nagrado. Do zdaj smo skozi imeli, da je vsak dobo, letos še nekaj posebnega, 25. je jubilejni, recimo četrt stoletja, vsak dobi še finišersko medaljo, vsi dobijo medalje, posebna medalja pač bo izdelana. Tako da lepo vabljeni na že 29. marca, pa potem poleti 24. junija. Ste zapisali, spoštovani oba datuma, v Ormož gremo letos, k Ivanu Golobu, Kiveku, ki je dolgoletni predsednik AKO Ormož. Ivan, zdaj naprej k Mateji.
Pa naprej seveda k Mateju Moravcu, ki bo to prevzel in verjamem še peljal naprej tako kot je Ivan to zdaj počel. Ivek, jaz se zahvalim za vaš čas, za res dobre zgodbe, za vse koristne informacije, za zelo dober pogovor. Hvala res, da ste se oglasili. Ja, hvala tudi vam. Ne vem, če je bil glih dober pogovor. Vrhunski. Nekaj smo povedala, ne. Vrhunski. Jaz se s tem tekom pečam 35 let in me te zgodbe res veliko pomenijo, tako da se zahvalim. Čisto zadnje vprašanje, kje bo Ivek pa tekel sam na naslednjem tekmovanju? Ja, naslednje tekmovanje ta mesec, 16. februar Split. Zdaj pa nekaj povem, vidiva se v Splitu, jaz bom tudi tam. Tako. No, pa se vidimo. Srečno. Rečemo še. Tako. Srečno, hvala. Hvala, adijo. Hvala, adijo.